Spoštovani gledalke in gledalci, pred nami je eden izmed največjih verskih praznikov, Velika meša, ki jo še prav posebej praznujejo v občini Turnišče oziroma pri Mariji pod Logom. Z nami je Jasmina Denša z občine Turnišče. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Jasmina Denša z občine Turnišče, med 10. in 17. avgustom pravzaprav v Turnišču praznujete Veliko mešo. Začeli ste že 10. avgusta. Res je. Torej, dogodki okoli Velike meše se kar vrstijo. Ti, ki so vezani predvsem na verski del, torej praznovanje Velike meše kot verskega praznika, so se začeli že 10. avgusta. Vse te podrobnosti najdemo na naši spletni strani in pa tudi na spletni strani župnije Turnišče. Če mogoče samo izpostaviva kakšno pomembnejšo oziroma bolj odmevno sveto mašo, je mogoče na predvečer Velike meše, torej v četrtek 14. avgusta, imamo ob 8. uri sveto mašo za zakonce, ki jo vodi duhovnik Martin Golob. Temu pa sledi tudi romarski shod z Marijinim kipom. Če se pa potem že kar naveževa na praznovanje Velike meše, torej 15. avgust v petek, se pa maše vrstijo skozi cel dan. Jutranja je ena že ob 5, potem ob 6, 7 in ob 8 maša v madžarskem jeziku, nato ob 10 glavna slovesna romarska maša, ki jo vodi stiški opat pater Maksimilijan Filep. Seveda ob tem velja omeniti, da v Turnišču Velika meša zelo veliko pomeni že tradicionalno in je hkrati največja prireditev, ki ima verski pa tudi družabni pomen. Velika meša pri Mariji pod Logom je, kot sva dejala, ena izmed največjih prireditev, ki se vrsti skozi cel dan, ampak privabi pa v Turnišče ne le romarje, veliko je tudi spremljajočega dogajanja. Tako je. Veliko je teh spremljajočih dogodkov in če se še osredotočiva torej na Veliko mešo, 15. avgust, takrat občina Turnišče v sodelovanju z domačimi društvi v okolici pripravlja tako imenovani kramarski sejem. Ponudnikov je letos spet večje število kot lani, tudi kar nekaj nove pestre ponudbe. Naša društva pa bodo poskrbeli za ta gostinski del, torej veliko osvežilne pijače in pa bogata gostinska ponudba. Izhaja seveda iz tega, da pri tem sodelujejo vsa društva v občini. Bi lahko rekli, no, vsa ta večja društva se organizirajo in imajo tako imenovane šanke oziroma podšotore, tako da tudi, če bo vroče vreme, kot je napovedano, imamo šotore in bo poskrbljeno za osvežilno pijačo. To ni nepomembno, kajti na Veliko mešo pridejo ljudje ne samo iz Slovenije, ampak tudi od drugod. To je tudi čas, ko so zdomci doma. Računate na veliko število obiskovalcev, kajti tradicionalno je to zelo dobro obiskano. Velika meša je nekako vsidrana v identiteto ljudi teh okoliških krajev, ne samo zdaj Barašancev, in velja, da takrat se zbere tudi, pride po 10 000 ljudi skozi cel dan oziroma skozi ta čas praznovanja Velike meše. Tam srečaš ljudi, ki jih nisi videl že res zelo dolgo. In to je ena taka dodana vrednost tej prireditvi. Hkrati je pa tudi ena dobra priložnost za druženje. Ljudje namreč prihajajo, kolikor je znano iz preteklosti,
peš, nekateri s kolesi, tako da je to en dogodek, ki pravzaprav združi vse generacije in vse oblike. Tako, ja, to romanje k Mariji v nebovzeti tako traja že v bistvu od 14. na 15. avgust celo noč. Prihajajo romarji od blizu in daleč, peš, ogromno jih pride peš. Potem sledi ta polnočna maša in pa dejansko v bistvu cel čas ljudje tam molijo in se priporočajo Mariji v nebovzeti. Tako, spremljajoče prireditve, nekatere sva že omenila, je še ostala tradicija živa, kot so bile nekoč tele pogostitve na domovih, ali jim pravimo proščenja tudi? Ja, vsekakor proščenje obvezno, torej po obisku cerkve in tega spremljevalnega dogajanja obvezno sledi doma druženje z družino in pa prijatelji, ki traja potem kar še dolgo popoldne. Tudi kramarski sejem je zelo obilen, običajno so ulice oziroma ob ulicah je polno stojnic z vsem, kar si tako rekoč srce poželi. Ja, tako je. Ta glavna ulica skozi Turnišče, torej ulica Štefana Kovača mimo cerkve, je zdaj že res nabito polna z obeh strani. Letos lahko povem, da je teh sejmarjev spet večje število kot lani. Tam okoli 50 se jih je že nabralo. Ponudba bogata. Prepričana sem, da bo vsak našel kakšno stvar zase. Sva še karkoli poleg tega omenila, razen da od polnoči naprej, se pravi 14. na 15. so maše vedno. Ljudje prihajajo peš s kolesi ali pa tudi z avtomobili, oziroma nekoč je bil tudi organiziran prevoz. Tako. In to traja ves dan. Potem ste rekli, okoli 50 ponudnikov je s stojnicami prisotnih. Poskrbeli ste za osvežilno pijačo, morda tudi za kakšno okrepčilo v prehrambeni obliki? Tako. Bogata ponudba pri vseh ponudnikih, pa tudi ta, ki imajo stojnice, je še kakšna dodatna ponudba. Tudi kaj hladnega bo za pojesti, tako da vsekakor. Skratka, vabiva ljudi, da se pridružijo veliki meši pri Mariji pod Logom skozi ves dan. Torej traja. Potem pa se bova preselila na naslednji dan, ki ste ga v občini Turnišče poimenovali Varaški dan, ki se bo prevesil v Varaško noč. Točno tako. Torej sobota 16. avgust se pa dogajanje preseli na parkirišče tovarne Planika. To je tudi v bistvu že kar tradicionalni dogodek, ki sledi veliki meši. Skupaj z nogometnim klubom Turnišče najprej organiziramo torej Varaški den. Ob 15. uri začnemo z srečanjem upokojencev celotne občine. Kulturni program pripravlja Društvo upokojencev Turnišče. Po pogostitvi sledi druženje in pa zabava z ansamblom Horizont. Popoldanski del smo namenili še našim najmlajšim. Ob 17. uri sledi predstavitev eksotičnih živali in pa ob 6:30 zvečer pa še bo imel predstavo Čarodej. Ampak morava reči še tole, kar ste omenili, Varaški dan oziroma Varaška noč ni namenjena samo Varašancem. Vsekakor ne. To je dogodek, ki organizirajo Varašanci za vse obiskovalce, tako da vabljeni od blizu in od daleč, ker se bo dogajalo skozi cel dan. Se pravi, da bomo 15. in 16. avgusta najbolje dni preživeli, oziroma oba dneva preživeli v Varašu oziroma v Turnišču. Tako. Vsekakor je to ta termin, ki je rezerviran za obisk Turnišča. Predvsem potem tudi v 16. oziroma zvečer, ko se bo verjetno zabava še zavlekla, torej tudi na nedeljo. Torej, ko bo zabava z skupino Gadi in pa gostom Damjanom Murkom.
Jasmina Denša, sva še karkoli pozabila, povabila sva, naštela sva marsikaj, kar se bo dogajalo. Tako, mogoče bi samo omenila še to, da je vstop prost, torej na nobene dogodke ni vstopnine, tako da lepo povabljeni vsi v Varaž, v Turnišče. Spoštovane in spoštovani, z nami je bila Jasmina Denša z občine Turnišče, ki nas je povabila na veliko mešo k Mariji pod Logom in na Varaški den, ki se bo prevesil v Varaško noč.